Spet je bil čas za derbi, spet so poti z različnih strani vodile v Ljudski vrt in s tribun je spet hrumelo, po napovedih glasno in dostojanstveno. Boj za finale pokala se je v prvem poglavju začel z obleganjem ljubljanskega gola. S prvim udarcem v okvir ljubljanskega gola že po minuti in 26 sekundah igre nameril je Dervišević po spretni akciji, Šeliga pa uspel žogo odbiti. To je bil napovednik uvodnega mariborskega pritiska, ko ni manjkalo obetavnih situacij. Med uvodnimi poskusi naslednji Mendy do prodora proti golu, končalo se je s kotom in po kotu, ki ga je izvajal Cvijanović, izjemna priložnost. Prav Mendy je znova prišel do udarca, a nastreljal Šeligo na golovi črti. Gostujoči vratar je imel polne roke dela, kmalu ga je na preizkušnjo spravil še Milec, a je ponovil uspešno posredovanje. Ob takšnem pritisku se je bilo težko upirati in gostom se je pri branjenju išlo do polovice prvega polčasa. Potem pa trenutek za eksplozijo navdušenja v Ljudskem vrtu. Za več kot zasluženo vodstvo, po nizu napadov v smeri ljubljanskega gola. Mendy je opravil prvo polovico učinkovite akcije, ko je v svojem prepoznavnem slogu ušel tekmecem, podal v sredino, tam pa je za natančen zaključek poskrbel Cvijanović. Z glavo je neobranljivo usmeril žogo v desni kot in dvignil na noge 7000 gledalcev. Mendy in Cvijanović sta že v drugi tekmi zaporedoma odigrala ključno vlogo pri doseženem zadetku. Stvar je v tem, da želimo čim več igralcev v fazi zaključka, kar pomeni, zdaj se je dvakrat zgodilo, da sta in Cvijanović in Mendy sodelovala. Pričakujem še, da v naslednjih tekmah še kdo se priključi. Nadaljevalo se je s podobno energijo, agresivnostjo in kmalu še en trenutek za aplavz s tribun. Stojanović je potrdil nadarjenost novega vijoličastega vala s spretnim preigravanjem vse do udarca z leve strani. Da se ni končalo z golom, se je še enkrat vmešal Šeliga. Med igro v podrejenem položaju so medtem nogometaši Olimpije v prvem polčasu prišli le do enega poskusa zaključnega udarca, ko je v kazenski prostor podal Zalaznik, Rodić je bil najvišji v skoku, toda ne dovolj natančen, da bi žogo približal cilju. Oni so igrali tako, kot smo pričakovali, oziroma tako, kot pač v tem trenutku verjetno znajo. Kar so naredili, smo dovolili mi, če smo bili pravi. Mislim, da se bi dalo kar hitro kaznovati in tu škoda, da si jih prvi polčas, je bilo kar nekaj priložnosti, ki bi lahko povišali ta rezultat. Rodić je kot najbolj napadalno usmerjeni igralec v gostujoči zasedbi po vrnitvi slačilnic kot prvi zapretil, brez konkretnejšega zaključka. Takoj zatem odgovor na drugi strani v hitri akciji proti golu Mendy, vendar v kazenskem prostoru ni uspel priti do udarca. Mendy je izkazoval izjemno energijo v napadalnih akcijah, redno je dobil dvoboje z branilci in med iskanjem poti do drugega gola znova krenil proti golu. Čeprav je bil oviran, je nadaljeval prodor, sodnik ni ustavil igre in gostom se je išlo z obrambnim blokom. Ekipa v vijoličastem je ohranila pobudo in nadzor nad dogajanji na igrišču. V boju za ljubljansko obrambo je kot zadnji ciljal 2 proti 0 Cvijanović, vendar mu je dvojno veselje preprečil Šeliga. Ostalo je pri rezultatu z prvega polčasa, na povratni dvoboj 2. aprila v Ljubljani pa se potuje s prednostjo enega gola. V vsakem primeru ste lahko sigurni, da mi gremo na zmago, ne gremo na kakih 1-1 ali kaj takega. To je sploh brezpredmetno govoriti, kajti kot vsi vemo, smo mi Maribor in smo najboljša ekipa Sloveniji, prvaki, lokalni prvaki in udeleženci Lige Evrope tudi, tako da v vsakem primeru gremo na zmago in po to tako željeni finale pokala.